Lepo vas pozdravim v imenu vseh danes tukaj prisotnih in tudi enega odsotnega predlagatelja. Namreč 11 županov iz jugovzhodne Slovenije in Posavja smo pripravili pobudo pod skupnim imenom za zaščito otrok v problematičnih socialnih okoljih. Gre za novele 4 zakonov, sicer zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakon o socialno-varstvenih prejemkih, zakon o urejanju trga dela in zakona o voznikih. Pobuda je bila najprej lani pripravljena in posredovana predsednici Državnega zbora. Ko po pol leta nismo dobili nobenega odgovora, smo se odločili, da to pobudo skušamo tudi z podpisi državljank in državljanov uvrstiti v Državni zbor v proceduro. In ta rok za zbiranje podpisov se je začel 15. maja in zaključil 60-dnevni rok 14. julija. In seveda prejšnji teden smo zaradi roka 30-dnevnega te podpise tudi uradno vložili v Državni zbor. Zbrali smo dobrih 31.500 podpisov državljank in državljanov, po posameznih novelah med 7.600 in dobrih 8.200 podpisov. In seveda se vsem tem volivkam, volivcem, državljankam in državljanom iskreno zahvaljujem. Ugotavljam, da je ta podpora prav gotovo podpora pobudi, ki na nek splošen in generalen način nagovarja problematiko otrok, ki jim danes že to, da se rodijo v določenem socialnem okolju, praktično jih zaznamuje, da nimajo prihodnosti in da je zelo, zelo velika verjetnost, da ne bojo končali osnovno šolo. V Sloveniji 1,5% otrok oziroma toliko imamo sodržavljanov, ki nimajo končane osnovne šole, in na žalost ugotavljamo, da je velika večina teh bila zaznamovana že s tem, ko se je rodila v družinah, kjer starši nimajo končane osnovne šole, kjer so starši dolgotrajno brezposelni in seveda jih to, da se rodijo v tem okolju, zaznamuje. Dejstvo je, da želimo na nek sistematičen, generičen način nagovoriti to problematiko, ne na način, da se ukvarjamo s posledicami, ki jih seveda imamo tudi v predvsem naših okoljih, ampak seveda, da začnemo pri vzrokih, torej da smo na začetku, in to so seveda otroci, ki danes v veliki meri ne končujejo osnovne šole. Govorimo o 95% otrok iz določenih okolij, ker seveda v jugovzhodni Sloveniji govorimo o pretežno romskih skupnosti. Smo pa v času zbiranja podpisov dobili kar nekaj tudi odzivov iz drugih okolij, kjer so nam povedali, da je veliko družin v Sloveniji, kjer otroci tudi ne obiskujejo osnovne šole, in kjer smo ugotovili enak vzorec, se pravi neizobraženi starši in starši, ki seveda so dolgotrajno brezposelni. Zato seveda na nek očitek, ki se včasno pojavi, da delamo zakonodajo za eno narodnostno skupnost, moramo ugotoviti, da seveda je ta očitek poenostavljen. Te ukrepi bojo lahko pomagali na tej problematiki, nikakor pa niso ukrepi pripravljeni za to, da bi učinkovali samo, ker bi bilo to tudi protiustavno za eno narodno skupnost. Dejstvo je, da večina teh ukrepov v 4 zakonih govori o tem, da je končevanje, obiskovanje in končevanje osnovne šole vrednota. In predvsem želimo tudi poudariti, da ni namen te zakonodaje kaznovanje, tudi ne jemlje se prejemkov. Želimo pa samo povedati, da je to vrednota in da seveda ob pravicah, ki jih imamo vsi državljani, obstajajo tudi nekatere obveznosti, in ena izmed teh generalnih vrednot v Sloveniji je, da otrok obiskuje osnovno šolo, jo zaključi in se s tem lahko tudi
enakopravno vključuje v družbo. Nekateri ukrepi seveda posredno govorijo o tej vrednoti. Vemo, da je vrednota, da imajo posamezniki vozniški izpit nekako splošna in tudi v teh naših okoljih. Želimo pa seveda take vrednote tudi povezati z vrednoto osnovne šole in tudi zato je en izmed ukrepov, ki je predlagan, da se pogojuje pristop k opravljanju vozniškega izpita z končanim 7. razredom osnovne šole, kar seveda ni unikum, ne bi bil unikum v Sloveniji. To poznajo v 4 državah Evropske unije, torej govorimo o Madžarski, Poljski, Španiji in mislim, da bom prav povedal Bolgariji, tle me lahko malo držite za besedo. In seveda na drugi strani tudi, ko govorimo o denarni socialni pomoči in otroškem dodatku, govorimo o tem, da se ne jemlje teh prejemkov, ampak se seveda prejemanje v denarju pogojuje s tem, da so otroci v osnovni šoli in da jo obiskujejo redno. Naše sporočilo slovenskim odločevalcem, slovenski politiki, poslankam in poslancem je, da je to priložnost, da se ukvarjamo z najšibkejšimi v družbi, da ne bežimo od teh problemov, da jih ne banaliziramo in posplošujemo. Predvsem te problemi se kopičijo, 30 let se ne zmanjšujejo in predvsem, da vkolikor bi kdo želel negativno označiti te predloge, da je seveda v zraku vprašanje, kakšne predloge za reševanje tega problema, ki pa je dejanski, lahko ponudi v nasprotju in seveda verjamem, da je to nekaj, kar smo mi, ki smo na terenu, ki poznamo ljudi v Sloveniji, dobro premisleni in da so te predlogi kvalitetno pripravljeni in računamo seveda tudi na podporo vseh predstavnikov slovenske politike. Bomo pa še 3 izjave. Lep pozdrav, sem župan občine Brežice, danes pa nekako smo se dogovorili, da predstavljam tudi Posavje. Posavje seveda je v zadnjih letih dejansko se opaža, da imamo vse več problemov, predvsem kar se tiče seveda teh ljudi, ki nekako so prejemniki socialnih podpor in podobnega. In ugotavljamo, da dejansko je potrebno tu narediti korak naprej. Predvsem je treba doseči to, da bomo omogočili vsem tem otrokom in pa vsem tem nekako sodobno in pa kvalitetno bivanje in pa življenje in da jih bomo čim bolj približali vsem ostalim. Nekako v javnosti se ustvarja vtis, in pa seveda tudi veliko dela, da samo z več denarjem, z višjimi socialnimi podporami, z višjimi otroškimi dodatki in ostalimi stvarmi bomo ta sistem seveda omogočili in pa rešili. V resnici pa opažamo, da pa ostale stvari se pa zanemarjajo. Pa naj začnemo od šol, kajti dejansko vse manj otrok obiskuje šol, napredka, kljub temu, da je veliko govora, koliko se trudijo v šolstvu in pa ostalim stvari, opažamo, da otroci ne hodijo v šolo, osnovno šolo ne končujejo. Prav tako seveda tudi ostale stvari, zato jaz smatramo, da je potrebno nekaj narediti. Kot je bilo že povedano, smo se najprej seveda nekako odločili, da napišemo predsednici Državnega zbora, prav tako je bilo organizirane marsikatere okrogle mize in nekako ugotavljamo, da vsi, ki so v to vpleteni, pravijo, da so njihove zakonske možnosti omejene, da vsak naredi maksimalno, vsi pa ugotavljamo, da se stanje na tem področju izboljšuje. Zato smo se tudi odločili, da gremo te občine v zbiranje podpisov. Jaz bi se tudi zahvalil vsem krajanom in pa vsem, ki so to podpisali. Naša namera je dobro namerna, predvsem je želja, da se tudi tem vsem ljudem, ki so nekako na tem socialnem dnu, omogoča normalno življenje. Normalno življenje bomo pa lahko samo omogočili, če bojo otroci imeli možnost, da pridejo do izobrazbe, da se vključijo v okolje, da imajo možnost delati, kajti dejansko še enkrat poudarjam,
samo z socialnimi počmi, z nekim denarjem ne bo napredka in mi si želimo, da vsi ti lahko živijo in sobivajo z ostalimi vaščani, to bojo pa lahko samo v primeru, če se bojo vključili in asimilirali v družbo. In jaz mislim, da ti zakoni to omogočajo in tudi sam osebno in pa v imenu Posavja si želim, da bi parlament te zakone preučil, če jih je potrebno na kakšnem področju še dopolniti in da naredimo operativne zakone, ki bojo omogočale boljše pogoje za normalno življenje teh otrok, ki v prihodnosti ne bojo imeli nobene druge možnosti, če ne bojo prišli do izobrazbe in pa seveda do dela. Hvala. Tu pa se pojavljam v imenu vseh treh belokranjskih občin, Črnomelj, Metlika in Semič. Kajti vse tri občine se soočamo s problematiko podobno v teh težavnih socialnih okoljih, če rečemo celo v romskih okoljih, kajti vse občine imamo romsko populacijo. Sedanja zakonodaja namreč predvideva in daje nekako tem okoljem določena sredstva, ki smo jih občine s pridom izkoristile, saj imajo naša naselja tako vodo, kanalizacijo, elektriko, tudi čistilne naprave in asfalt, kar marsikje v normalnih naseljih tega ni, vendar to ni poroštvo, da bi to problematiko odpravili, ampak ta problematika se še naprej razrašča, se pravi, da moramo nujno poseči v to obstoječo zakonodajo, ki marsikomu trenutno daje občutek, da je nekako zavarovan. Naši sploh ti 12-letniki, 14-letniki postajajo zelo nasilni, predrzni in lahko se samo čakamo, kaj bo iz teh otrok zraslo. Ti otroci namesto, da bi sedeli v šolskih klopeh, se pač ukvarjajo z različnimi stvarmi. Iz lastnih izkušenj povem, da sem šla v zbirni center v naši občini, kjer je pač 12-letnik bil stalno prisoten, namesto da bi bil v šoli, da sem ga poskušala nagovoriti, da pač tukaj ne sodi, da tukaj so zaposleni in pa tisti, ki pripeljejo stvari, vendar se mi je v obraz smejal, ne glede na tudi mojo funkcijo, se pravi, da so ti otroci dobivajo napačno sporočilo iz obstoječe zakonodaje, da vse, kar si zamislijo, se lahko zgodi in si pač ne želimo, da bi se te stvari stopnjevale naprej, kar si lahko mislimo, da se bodo. Tako da jaz upam, da toliko podpisov volivk in volivcev, da bodo naši predstavniki ljudstva, naše poslanke in poslanci, to z odgovornostjo preučili, sprejeli in da bodo ti predlogi zakonov šli skozi zakonodajno proceduro. Upam, da se ne bodo ustavili že nekje na sredini z kakšnim izgovorom, da so takšni in drugačni, kajti ukrepi, ki sledijo iz njih, so koristni in predvidevamo oziroma si želimo, ker smo jih pripravili skrbno, da bodo obrodili določene sadove, da bomo lahko vsi živeli dokaj normalno v svojih okoljih. Mogoče tukaj v Ljubljani in drugod po večjih mestih tega ne občutite, mi pa vsakodnevno s tem živimo in vemo, kakšna problematika in težave nastajajo pri tem. Tako da jaz upam, da poslanke in poslanci opravijo svojo nalogo, mi smo svoje naredili, ljudje, predstavniki smo to plasirali naprej, sedaj pa so na vrsti tisti, ki bodo v zakonodajnem postopku odločali naprej. Hvala lepa. Ja, lep pozdrav, Samo Pogorelc, župan občine Ribnica, tudi občina Ribnica in pa občina Kočevje, katere danes predstavlja skupaj s podžupanom občine Kočevje, se je pridružila tej zakonodaji. Zakaj? Zaradi tega, ker mislim, da se vsi v Sloveniji želimo, da se vzpostavi v končni fazi nek red, po drugi strani pa, da imajo vsi, tudi tisti najmlajši, možnost razvoja v naši državi. Vsi župani in pa župani ugotavljamo, da temu ni tako že 30 let. Zato smo zbrali to energijo skupaj z svojimi občani, ob tej priložnosti in tudi zahvaljujem, da uredimo ta sistem. Tukaj naj jasno povem, da ne gre za nikakršno izključevanje ali pa da komurkoli kaj jemljemo. Potrebno pa je v naši državi enostavno dati na skupni imenovalec tako pravice kot tudi dolžnosti.
Ob tem bi še apeliral na vse poslanke in poslance, da kolikor kdo dvomi na to, da komorkoli kaj jemljemo, da imajo možnost v vseh teh občinah si ogledati trenutno stanje. Kajti trenutno stanje pač nas ne postavlja na nek enak položaj. Tukaj mislimo predvsem to, da tiste otroke, ki so tako ali drugače zaradi teh zadev diskriminirani, da se jim omogoči v naši državi neko lepšo in pa varno prihodnost, po drugi strani pa tudi neko sobivanje. Nas je 2 milijona, nismo velika država, zato je prav, da tudi na tem mestu stopimo skupaj in da poskrbimo za vseh 2 milijona ljudi. Še enkrat ponavljam, ne gre se tukaj za kakršnokoli politično ali pa kakršnokoli drugo preigravanje ali pa izključevanje, če hočete tako, ampak zato, da vsem tem otrokom in njihovim družinam omogočimo neko normalno, dostojno življenje z, se pravi, sobivanjem. Hvala lepa. Je še nekaj vprašanj, Žiga Bonča, POP TV. Mene zanima, če ste predlog predstavili poslanskim skupinam in če ste dobili kak odziv, lahko računate na podporo kakih opozicijskih ali pa koalicijskih strank. Mi nismo še obiskali poslanskih skupin, določeni poslanci ga poznajo, predvsem tudi od naše regije. Dejstvo je, da je nekaj poslancev bilo tudi v zadnjem času preko odbora za notranje zadeve v naših romskih naseljih, tako da so nekaj konkretno spoznali. Pričakujemo pa s tem, da ko se umešča v proceduro v Državnem zboru, da bomo vsi predlagatelji nekako tudi obiskali vse poslanske skupine in tudi skušali predstaviti naša stališča in te zakonske predloge. Če zakon ne bi bil sprejet v Državnem zboru ali pa če bi bil sprejet, pa potem bi ga nekako Ustavno sodišče zadržalo, ker je področje človekovih pravic v Sloveniji zelo občutljivo. Kakšne rešitve bi v takem primeru potem iskali? Mi smo predvsem zelo jasno povedali, da je treba tudi na področju zakonodajnega okvirja stvari bolj jasno pripraviti. Jaz sem osebno prepričan, da so te predlogi znotraj ustavnih določil v naši državi. Verjamem, da bo veliko izgovorov, tako kot je bilo izgovorov že zadnjih 30 let. Tukaj govorimo, da je celotna slovenska politika padla na izpitu in tukaj je treba pač seveda nekaj narediti. Besede nažalost ne delujejo, treba je z dejanjem, z rešitvami. Torej, število po posameznih podpor skupaj je nekaj več kot 31.500, po posameznih je pa od prve pobude, ki je dobila dobrih 8.200, do četrte, ki je dobila 7.680, nekaj takega, se pravi. Nekaj nihanje, ampak to pripisujemo tudi temu zapletenemu postopku zbiranja podpisov.